Torej, gremo dalje. Epizoda 10. Epizoda 10. No. A ta je pa jubilejna? Ne, to kaj je imamo- 11. Ne, a ni 10, kaj je jubilejna. Ne, ker smo v prvi smo ime iskali. A moraš vse pokvariti, pizda. Ja, no. Ja, no je rekel. Zdravo. Opravičujemo se za vse nevšečnosti, je podcast o kultni knjigi, ki so jo prednji avtor ne napisal v radijsko igro, ki je postala album, knjižno trilogijo v 5 delih, TV serije, gledališka predstava in računalniška igra, poznali le redki prebivalci tega malega modro-zelenega planeta. Ali od dvopiče. Štoparca vsak teden beremo Zipeli in Ali. In se že vnaprej upravičujemo za vse nevšečnosti, ki bi morda nastale ob poslušanju tega podcasta. Oja, vsako epizodo obdelamo eno poglavje in zato smo veseli, da si vzameš čas za nas in bereš z nami. Ali pa se v poslušanju spominješ, kako zelo izjemna knjiga je Štoparski vodnik. V prejšnji epizodi smo ugotovili, da me... A je to nisem jaz več? Lahko si tudi to. Zdaj bo tukaj en... Ne, sem nehal. Ne, sam to se hoče reči. V bistvu moram biti ful hvaležni vsem, ne ful, v bistvu moram biti zelo hvaležni vsem, ki nas poslušajo. Ne. Ker, vsekakor, zdaj smo. Mislim, a to ni jasno. Ja, ne vem, samo to, da povemo. Ne. Bravo, da povemo, ker ljudje ne vejo. Ja. Res smo hvaležni, da nas poslušate. Ustali smo v tem, da smo v prejšnji epizodi ugotovili, da neverjetnostno štopanje, da ima res halucinogene stranske učinke. Ne. To bi jaz rad probo enkrat, da imaš ta Southend pingvine pa vse. Ne, jaz sem mislil, vse vključeno. Ja, all inclusive, prosim. Jaz sem mislil samo to, da te pač Veš, kaj je fajn, ne? Mislim, se lahko ni Southend, lahko je tudi Makarska. Peli. Če dosti poješ, ti tudi doma ni treba, pa vse to vidiš. Se to je dobro. Mislim, ne vem, nisem še probal, ker se malo bojim, ampak to je debata za drug podcast. Dajmo zdaj končno eno opozorilo za kvarnik. Evo ga. Če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Kako? Hvala za vse ribe, pikasi. Zdaj smo pa tlene. 10. poglavje je še krajše kot 8. Ja. Moj se zdi, da je še malo krajše, ampak što se pa v tem, da tle v bistvu ga Douglas čist brez veze razloži, kako v bistvu dela pogon na neskončno neverjetnost, ne? Ampak pove pa samo eno stvar, ki je bistvena, in to je, da pogon, mislim, da neverjetnostni pogon premaguje neizmerne medzvezdne razdalje v ničtinki sekunde. Nth of a second. Brez težaškega vnegavljanja po hiperprostoru. Ne? Ja. Tako. In smo spet pa tem, zakaj je ta zemlja šla v In v tem poglavju bomo slišali kratko zgodbo o tem odkritju in citata. Citata spet nimamo, mislim, ne, zaenkrat ga še nimamo, tako da je treba. Ti klečemo imeli citat, nam bo 10. poglavje ukradel. Ja, bo sam citat tega prebral skoraj. Dajmo zapeljati to čist na neko drugačno, da ne bomo spet brali, pa se spomnili pa to. Mene neverjetno sem pogonu že od štarta najbolj fasciniralo to, da si je zmislil model, da je to pogon, a veš, ki premaguje, že to, da so imeli hiperprostorske obvoznice, ne, že to je napredek kot človeštvo, ki pač. Da pa sem to je hyperspace, ki je bil pač v science fictionu, ne. Čakaj, Star Treki so bili kdaj? Nekaj 60 je Star Trek, no, recimo, in tudi Star Wars je Warp Speed, ne? Ja, Warp Speed, ista stvar. Mislim, ja, pač šlo je neverjetno hitro, ne? Ja, ampak isto je hyperspace. Sam da on, a veš, Warp Speed je bil Warp Speed, tam ni bilo nikjer treba porušiti kakšnega planeta za to, da je šlo hitreje, ne? Ne, to je bil pač verjetno čisto geki iz zemlje potegnjen. Tako je itak. Pač Ker veš, da mem planeta pač enostavno lahko letiš, ne? Ni zdaj treba, ne, da se mu ne vem kako izogibaš. Ne? Da je to pač
to, kar je vse skupaj potegnil neke usporednice s tem zemeljskim življenjem, ki ti podrejo bajto za to, da lahko naredijo neko obvoznico, ne, ker pač ne morejo jeti okoli, ne. Vesoljske ladje najbrž tega momenta nimajo, ne, ali pač. Vesolje itak, mislim, ne. Veš, ni Kako treba. smo ugotovili, da je res veliko, tako da res ne rabiš. Ne? Pa še več jih je. Tako, Tega ne vemo. A Ne, vemo? to zdaj že, mende, da zdaj to že tudi dvignene obrvi pri fiziku ne dobiš, če mu rečeš, da obstaja več različnih vesolij. Mislim pa tudi tune jopce, ki ima fršlus na hrbtu, si ne zaslužiš več za to. Ne, Če bi rekel Dobro, na enem simpoziju, da je več usporednih vesolij. to je teorija zdaj. Ne? No, Noben ne more dokazati. nihče pa zdaj, ne bojo te zdaj strpali v Norenhaus zaradi tega. Ne, če boš rekel, da- Warrenhaus. Ne, Slišiš, kakšen dober komat od North Jones, ampak Mislim, ampak to je napredek v bistvu. Ne? Ne, A veš, zdaj so že kar nekako so sprejeli to dejstvo, da imaš pač več nekih usporednih vesolij, ki mogoče, ne vem, so tudi outcomi dogodkov različni, recimo, kakor so na Zemlji, ne, ali kakorkoli, ne. zdaj ne vem, če to, mislim, če to res, da je to, ampak Mislim, verjetno ni prozigane obrvi. No, teh stvari si res ne moramo Ne, predstavljati. mislim, to je mende, ne vem, lej, zdaj, tako kakor sem bral, je pač to v skladu s kvantno fiziko, ne, da je Ja, pač, saj to je. Da bi bilo, če bi res lahko v stilu ta pravega radija mi zdaj poklicali enega fizika. enega fizika in ga Fizika. vprašali. Ja, Tako, legit fizika. Ja, legit fizika, kaj je zdaj s temi paralelnimi vesolji, to obstaja. Dajmo, če mogoče kakšen legit fizik posluša, da ne se nam javno, ne reče. Ja, A se mi tukaj, a mi tukaj malo nebuliramo, ali je to, ali je to res? Mislim, okay, se vem, da kvantna fizika, pa gor pa dol je kvant, pa ni kvanta, pa tukaj smo kamaček, ta Schrödingerjev. ja, no, aj živo je mrtev. Ja, tako. Niko ne zna. Niko ne zna. Kdo je Niko? Dokler ni škadle odprl, ne veš. Jaz poznam enega Nikota, ampak ja. jaz tudi. Ja, no, Ne, veš, tako pri da- teh paralelnih vesoljih, ja, sej, a veš, tako se sprašujem, ne. Mislim, tudi če so, sej ne bomo nikoli tam. To je isto, kot s tem Marsom, ki smo zanj ugotavljali. Ne, 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 veš, ne, ti pač- kdo je kanal špeku, ne. Ne, ti si Mislim, pač niti na venari, ne. ti si pač v tem svojem, ne. Mi smo Ja, v svojem itak. vesolju, Ja, ampak itak, se ja. dogaja recimo tvoja ista usoda, mislim, tvoja ista zgodba se lahko dogaja na drug način. Ta ne bi bil način. Se pravi, To razumem, ja. peli na vesolju številka 2, pa ne vem, pa snema filme. Ja. Recimo. To je bilo, Ne ima s podcastov, zdaj ali A veš, recimo imaš, ne vem, vesolje, v katerem so Nemci zmagali drugo svetovno vojno, ne. Ja, seveda. ja, to pa tale je napisal, kaj že bil, The Man in the High Castle, Ja. Filip K. Dick. Filip K. Dick. No, ampak mislim, lej, naš premijer ta vesolje zgleda živi. Ja, to pa res. To- To pa Ja, res. Ja. lej. A misliš, da je on pol iz drugega vesolja, ki je prišel sem in on misli, da tukaj so sami komunisti, ki jih je treba. Imam teorijo. Pazi to. Poslušaj. Orban je najdel tunel iz drugega paralelnega vesolja, ker je tam vse prav tako, kot mora biti. Ne? Forint je po celi Evropi plačilno sredstvo, evra ni. Grande forint. Ni Avstro-Ogrske, samo Velika Ogrska je, ki je do Normandije na eno stran, na drugo stran je do Sankt Petersburga, dol od spod je do Aten Posodi je ogrsko salamo. in posebej. Edina stvar pri tej zgodbi mi je v redu ogrska salama. Pa še tom protestno nekaj jaz. Ne, jaz sem se odločil, da ne bom. Da ne Ne, bom. jaz sem zdaj na primorsko vprašal. Primorska je Ja, dobra. ja, Jaz sem rajši primorska kot ogrska, ampak ja, glej. Ok, bom probal, ampak jaz imam res ogrsko. boljš. Ne, dobra je, vse je dobro, Jaz ampak isto, jaz sem imel isto. Jaz imam Ne, ogrsko ne. res tokrat. ne, je boljš. Je boljš. Skratka, paralelno vesolje dali, ne, fiziki, javite se nam. Ja, Prosim. saj en, pa je že bil. Pa se lahko pove. Ne si strokovnjak za fiziko. Lahko mi ga vprašaj, kaj ima. Valjda. Mislim, saj, da poda neko mnenje. Mogoče bi bilo za to, Veš, ko mi smo za pametni, to za brez veze. oddajo bi bilo mogoče bolj zanimiv kot citat, da bi nam nekdo pač podal
neko mnenje neko dejansko mnenje o teh usporednih vesoljih in nekih pogonih. Da bi lahko bil pogon, ki bi lahko šel iz vesolja v vesolje celo. Ne? Sam mene še zmeraj. Ogrska ali kaj drugega? Ne. Ta Orbanov tunel, te fuka. Orbanov tunel mi je kar ležit. Če obstaja paralela vesolja, pol obstaja zihar Orbanov tunel. To mi je jasno. A misliš, Orban vesoljc pa pol prišel v naš vesolje, pa pol tukaj to hengla pa to? Ne, Orban je izle, samo Orban ga je prvi naredil. Po Filip Kadiku, se ne on, njegovi znanstveniki, ne. Mislim, glede na to, da je bil Avstro-Ogrski imperij res velik včasih, ja. In da pol je bilo ogrske, ja. Da je bilo imeno Avstro-Ogrska. Ja, mislim, da se Dunaj je bil tudi velik, pa so imeli kar neki stvari. Ne. Ja, še vse je bil pizda. Budimpešta je bila kar onek. Tudi lepo zgleda. Fajn, ja. Kukor se spomnim, ampak malo. Čeprav 93 ga ni bilo tako lepo. Hotel si reči nekaj. Budim je bil lep, Pešta ne. Hotel si reči nekaj. Pozabil sem. Ker sem izjemo z Budimpešta. Na motoralcu sem v Budimpešti. Evo, pazi to. Zdaj bi pa to je bil pa ta časovni preskok. Ker sem v Budimpešti, sem se spomnil na motoralca, ker sem bil 93 tam in mi je tako... In tako, Pešta je bila, mi smo spali v Pešti, slabo je bilo. Orban je pa kul. Ne, spali smo v Pešti, pa smo šli pa gledati, kaj v Budim, ne. Ti si bilo pa lepo, mislim, ti si pa vidiš pol, pa, veš, parlament, pa buke, mislim, vseh stvari lepo, ne, za popizditi. Čeprav spet pol, ko gledaš nazaj, ne, vidiš, koliko enih delavcev pa kmetov je mogel dajati svojo tlako, zato da so naredili te velike bajte, kar so itak po vseh imperijih, ne. Seveda. Mogel narediti. Tako da sem kar vesel, da sem pripadnik tega naroda, ki nismo veliko zgradili. Nismo veliko zavojevali, ne. Sej to, ne, nismo veliko zavojevali. Nismo bili zavojevani. Mi smo politično korektni, kar se tega tiče. Nismo bili politični, da so si jebali. Mislim, tako. Nas mislim, da premehni bi kaj usvojili. No, še jebali se, ker smo bili tako mehni stari. Mislim, meni je zdaj všeč, ker nismo mogli, veš, nimamo teh nekih blazno, zdaj se veliko dogaja, da imajo blazno zgrešene pojme, koliko so veliki narodi bili, koliko so včasih so neki zavojevali. Mi tega nimamo. Mi se imamo druge, deliciozne ljudje v nekih noriških kraljestvih, pa gor pa dol, ampak dejstvo, da mi nikoli nismo benga zavojevali, ker nismo bili nikoli imperij. Ne vem, pa se lahko najbolj Italijani kurčili, ne, recimo. Ja, recimo pa... V tem segmentu, ne. Kar je presenetljivo, se ne, očitno... Ja, ne, veš, zdaj ti, ne, a veš, zdaj, ker te zemljevide ven dajo, pa vse skupaj, mislim, naj konti potegne svoj zemljevid ven, ne vem, tam iz 1050 ali nekaj tasga. Sam dosti nazaj greš pa lahko, ja, oni lahko res lahko zacrtajo, to je naše. Vse je naše. Se v bistvu, če greš dosti nazaj, ne, ugotoviš, da smo kot vrsta, ne, zauzeli Balkan, tle so bili neandertalci, ne, in Homo sapiens je prišel pa vse pobol, ne. Dobar, razen, če se je kdo kaj s kom zmešal, sam tega ne vemo. Skratka, kje smo stali? Čak, zdaj bi jaz taj nadaljeval. Kar pomeni, da če imamo mi zgodovino človeštva, ne, od, ne vem, koliko cajta Homo sapiens živi, rečemo 10.000, rečemo. Ja. Se pravi, da, tako nepribliženo, rečemo 10.000 let, od tega smo imeli sam zadnjih 200 let smo imeli koncept narodov. Ti kar veš, ne? Ajš, mogoče bilo pa to fake news. Ali pa neki. Da so bili oni, ki so bili v Afriki, ti oni naši dedki, da so se tudi delili na... Ziha. Ne vem. Bolj preprosta organizacijska struktura je bila. Prej je bila vas, ne, in potem so pač napredovali, ne, zaradi tega, ker pač verjetno ni bilo hrane, pa niso jim dali delati, so raje napadli sosedno vas, ne,
so se rajš organizirali vojaško, kot da bi se organizirali delovno, ne? In so pač postajali zmeraj večji, ne? Oziroma so se pač v neke sindikate že takrat združevali. Ne? Lažje se je bilo združiti, dve vasi pa so ta tretjo napadli, kot da so pač pridelali, ne? Pridelek. Lažje ga je bilo ukrast v bistvu. Ne? Takrat, ko so ljudje začeli pridelovati stvari, takrat je bilo lažje ukrast, kot pridelati. Absolutno. Ja. Preden, ko so bili pa ljudje še nabiralci, pa lovci, je bilo pa tako malo ljudi, da v bistvu ni bilo. Veš, Ja, ko v bistvu boom ljudi se je začel takrat, ko smo začeli predelovati pšenico, pa riž. Tako, Pa, Takrat, ko smo naredili kmetijska revolucija, ali whatever, kako temu rečeš. Ne, pač smo se odločili, da bomo kmetovali, da ne bomo lovili več. Ja, in Pa nabirali In nič. pol smo bili, ne vem, full thousand let v bedu, ker pač valjda noben ni imel škropiva za uneščurke. Ja, valjda. Ampak, no, v glavnem, pol je bilo pa lažje, valjda, nekoga napasti. Prej je bilo pa lažje, tudi prej so se ljudje tudi drugače preživljali. Spopadali so se pa zaradi tega, ker pač sam si bil nezmožen preživeti. Ne? Ponavadi je Ker bilo ti tudi nisi mogel ujeti ničesar. Sam človek je obsojen na propad. Ja, seveda, Itak, ne. skupina lažje uspe. Skupina je bila močna, ne? In potem so se tudi naprej v skupine združevali. Večja, ki je bila ta skupina, večjo organizacijsko strukturo je potrebovala in z tega se je pol razvila, ne vem, prej kasneje neko mesto, ki je pol postalo država in bla bla bla. bla ne? Zdaj pa berem knjigo od tega, kaj je že Ninja. Kani? Ninja. Ne, Ninja. Ninja. Dobesedno ninja? Ne, ni Ninja. Sam nimam telefona s sabo, bom dal zapiske. In glih razlaga to zgodovino človeštva in da je v bistvu ločnica bistvena med tem, da v neberjalništvu, ko smo bili lovci, pa neberjalci, pred žmnjo leti, so te skupine naše lahko delovale samo tam nekje do 100-150 ljudi. Približno tako, kot Orang, srednja velika firma, preden gre vse v kurac. Ker pol rata korporacije in pol rabiš middle management, pol rabiš upper middle management, pa lower middle management, pa vse te jajca, ne. In baje je bilo tako, da če je bilo, ne vem, 100-150 lovcev pa nabiralcev, so se lahko vse zmenili. A veš, rojeval, baje je bilo tudi tako, da pač starševstvo ni bilo, pač žene tudi niso povedale, če ga je bil. Lahko je bil od poglavarja, lahko je bil najboljšega lovca, lahko je, a veš, vsak mu je povedala, da je njegov, zato ker je hotla, a veš, da je od vseh teh hadži, teh glavnih carjev, veš, da ne bomo govorili o tem in so vsi skrbeli za vse otroke, vsi skrbeli so za... V bistvu otrok je bil last celotne skupnosti, ni bil posameznika. Ja. In so pač se vsi pač živeli in rojevali in uni so lovili, eni so nabirali, eni so lovili. Pol pa, ko so pa ugotovili, da je pa pšenica ful boljš, ne? Mislim, večji izplen imaš, ne? Pol so ugotovili, da se lahko širijo, mislim, da se širijo, da lahko več ljudi rojevajo. Tako, več ljudi lahko nafutraš, več ljudi lahko, več stvari imaš lahko, kar pač. Ja, in pol je prišlo do tega, da so ratale te zaselki oziroma te skupnosti prevelike in pol je bilo pa treba narediti nekaj, kar smo že mi večkrat govorili in temu se reče Bog. Oziroma postava. No. Veš, mislim, nek red je bilo treba vzpostaviti. Meni je najbolj fascinantno, kako lahko, recimo, vse to lepo in prav in vse to se je dogajalo, ampak kako smo mi v enem trenutku, recimo kot človeštvo, pozabili nekaj, kar smo domeli že takrat, recimo, kako se je zgodilo, recimo, antična doba, ki je bila, pa so že vedeli veliko stvari, in se je pa zgodil srednji vek in kako so lahko iz antične dobe, ki so recimo vedeli in Grki in Rimljani, vse so vedeli, recimo od zvezd do ni, smo potem padli v temačni srednji vek, kjer je ratala cerkev in vse skup in smo pozabili znanost konc koncev, ne? Temu se pa reče dober PR. Zdaj je bil podatek iz učbenika za 6. razred za zgodovino. Tehnično smo bili na stopni v Rimu, stopnjo Rima smo dosegli šele v 19. stoletju. No, se to. Vmes je pa prosti pad. Ja. Vmes smo pa zafukali vse. Ne samo to. Žgal,
kurili. Vse to, vse se Vržeš to na parknih stran, vržeš v nek pozabiš. A veš kako? Ki neki vejo, jih obtožiš herezije in jih vržeš v nekam stran in je to. In smo zaključili. To smo zaplezali v tej epizodi okrog teh stvari, da sploh ne vem, kje smo. Kaj se dogaja v 10. poglavju? Še zmeraj on ti razloži, sicer tako, da noben ne razume, ampak ti razloži neverjetnostni pogon. Tako. To, kar smo že prejšnji teden govorili, ne, da v bistvu je. Ne, v bistvu ti da tak recept, da te prime, da bi doma to naredil. Ta neverjetnostni pogon, ki ji tako vključuje skoraj sam šalco vročega čaja. Ne? Ja, seveda. Zeliščnega. Mislim, da reče zeliščnega. Oskrbeti skodelico svežega in res vročega čaja. Angleš, po mojem, ne razmišlja o zeliščnem. Mislim, da se mi zdi, da v angleški verziji reče zeliščne, herbal tea. Možno. Ampak ne, fora je v tem, da sem. Ne bom zdaj trdo iz glave, ampak. Da ti preveri, jaz bom pa sam povedal, da so v bistvu generatorje neverjetnosti so že imeli prej, teli znanstveniki. Ne. Ampak je bila končna neverjetnost, ne. Ni bila infinitive improbability, ne. Se pravi, to je neskončna neverjetnost. Ja. Se pravi, znanstveniki so znali ustvariti končno neverjetnost, ne. Kar je čisto simpel, in to so oni pač delali in so imeli te generatorje, ki so jih uporabljali na zabavah, da so v bistvu s teleportom slačali gostiteljice, ne? Da pač so jim hlačke šle za Mečken stran. Mečken stran, ne? Ampak v bistvu niso bili ful priljubljeni na teh zabavah iz očitnih razlogov. Ti si po dostih zabavah hodil, pa če poznaš samo enega fizika, bo ti vse jasno. Jaz poznam ful zabavnih fizikov, kot so mislim, vsaj dva. Mislim, poznam pa tudi sam dva fizika. Se to ti pravim, hodil si veliko si hodil po zabavah, veliko ljudi poznaš, pa poznaš sam dva fizika. To ti vse pove, koliko so oni po zabavah hodili. Če so te fiziki v Štoparcu uporabljali končno neverjetno samo zato, da so hlačke iz gostiteljic. To ni v redu. To ni v redu, ne. A veš, to ni v redu. Ampak pa se je pa zgodilo, da je nek študent ugotovil tisto, kar si ti prej rekel, ne, da je v bistvu res nek tak absurd, da v bistvu sam, ne, če je to tako, pa je to tako, pa je to tako, pa je to tako in pa v bistvu lahko neskončno neverjetnost izumiš pravzaprav iz nič, sam dodaš še kančka enega čaja, ne. Ja. In model je dobil zaradi tega, ker je to izumil nagrado Galaktičnega inštituta za skrajno bistroumnost. In kaj se je zgodil pol? Pa so ga pa linčali. Linčali so ga, ne? Ja. Koliko ponavadi se s pametnimi zgodi, oziroma z naprednimi ljudmi se tako zgodi. No? Je bil pameten. Ja. Te fiziki res niso priljubljeni na zabavah. Mogoče kakšen kemik še? Ne, zaradi kakšnih drugih stvari. Fizik pa pač ne vem. Kemik je čist nekaj drugega, stari. Ja, no se pravim. No, in zdaj smo pa tle, da smo ugotovili, da... Kaj, da poznamo ful premalo fizikov, ali kaj? Pa vse tri je dosti. Mislim... Ne, zakaj so v bistvu... Zdaj smo tle, da se moramo vprašati, zakaj so onega boga reveža linčali. Zato, ker so ugotovili, da od vseh neznosnih stvari so najbolj neznosni pametnjakoviči. Pa kako se ni on bil sam pametnjakovič? Se dejansko dec nekaj naredil, ne? Ja, valjda je naredil. Zame je pametnjakovič ki sam nekaj nabija, ne? Ker dejansko nič ne naredi, ne? A veš, on jim je v bistvu nek standard jim je postavil, ne? Mislim... Prečko jim je malo dvignil. Prečko jim je dvignil, oni so bili pametnjakoviči. Tako, ja. Veš, ampak oni so ga zasovražili samo zaradi tega, ker je naredil, oni so bili samo pametnjakoviči in pametili v cajt, ne. On je pa nekaj naredil z šalce čaja. In pa zato boš mogel jeti, ne. Poba. To bo to. Malo so bili fauš. To je tako kot v njih, ki smo govorili. Malo so bili fauš, ali kaj? Ki so v nas, pa to, veš, pa te pol. Čeprav danes sem v Minimundusu videl povej. Radijski teleskop.
to je nek v Nemčiji, ki baje pobira zvoke, radijske valove iz konca vesolja. Kje ga? Iz katerega vesolja? Mislim, Iz kje, našega vesolja, ne usporednega, da nismo spet tam. kje smo že dosti bluzili. Ja. Ne, kako pa vemo, da je konec vesolja? Pa smo spet pa teh žepih, ki smo jih imeli. Kje je vesolje, kje je konc? Spet rabimo enega fucking fizika. Jaz poznam več samo tri. fizikov. A vi poznate več Dajte kot tri? še drvet, ker mi moramo enega fizika v službo vzeti. Ne, zelo Ja, razložim. pa montažerja, pa producenta, pa nekdo, ko vsega operno. boga. Ja, Pa enega, ko pernosa. Ja. tako. Kaj me nekaj A, zmanjka. Ful režije rabimo. Zdaj, ker nam je zmanjkalo pera, bi zaključil tole? končali tole. Ja. Tako da to je to, zdaj pa Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, pika si. čau. Čau, čau. Ajde, pol.